Arabski svet pod ognjem Islamske republike, od Kuvajta do Bahrajna do Zae. In kaj pravi zahodni svet? Ne veliko. A Bližnji vzhod ima o tem veliko povedati. In o tem bomo govorili prav tukaj v oddaji Our Middle East. Halid, to je res zelo eksplozivna situacija na Bližnjem vzhodu. In ljudje pravzaprav ne vejo, kaj naj si mislijo o tem, da Iran bombardira svoje arabske sosede, v precej večji meri, kot se sploh ukvarja z Izraelom. Ker z Izraelom vedo, da bodo uničeni. Združene države, z njimi ne vedo, kaj naj si mislijo. Potem ste pravilno poudarili, da nihče ne posveča pozornosti temu in nihče o tem nič ne govori. In govorimo o napadih Irana na ameriške prozahodne arabske zaveznike. Prav ta tišina opogumlja iranski režim in mu omogoča, da s tem nadaljuje. Postalo je nekaj običajnega, da se zjutraj zbudimo in slišimo: veste, Bahrajn je bil bombardiran, Kuvajt je bil bombardiran, Združeni arabski emirati so bili napadeni z droni in Saudska Arabija. In skoraj kot da je to nekaj običajnega in sprejetega. To ne bi smelo biti sprejeto, to je narobe. To so ameriški arabski zavezniki. In vsak napad nanje, na katerokoli od teh držav, še dodatno spodkopava ameriško verodostojnost na Bližnjem vzhodu. In dobra novica je, da to krepi položaj Izraela. Saj je prav to Izrael ves čas govoril, da nobeni dogovori z iranskim režimom ne morejo prinesti stabilnosti na Bližnji vzhod. Iranski režim je zelo nevaren. Predstavlja grožnjo ne le Izraelu, ampak tudi Združenim državam Amerike in ameriškim arabskim zaveznikom. In zdaj lahko Herc samo sedi, opazuje in upa, da se bo mednarodna skupnost, še posebej Trumpova administracija, prebudila in spoznala, da je ta režim zelo nevaren režim. To je zelo odločen režim. To je režim, ki je odločen doseči svoj cilj. To je režim, ki se počuti kot zmagovalec. To je režim, ki meni, da je po nedavni vojni premagal Združene države Amerike in preostali svet. In to je nekaj zelo nevarnega. Halid, ali ni izjemno, da v Združenih državah živi več milijonov muslimanov in več kot milijon Arabcev? Ne vidiš ničesar, nobenih demonstracij, nobenih protestov, nobenega ogorčenja med arabsko-muslimansko javnostjo v Združenih državah, ko arabske muslimanske države napada skrajni perzijski šiitski režim. To je tudi zanimiva točka. Torej, ni tako, da Arabci in muslimani, ki živijo v ZDA in na Zahodu, ne bi skrbelo za svoje države. Njim ni mar za njihove režime. Ne identificirajo se z režimi. In ironično nasprotujejo prozahodnemu pristopu režimov. Nasprotujejo ali pa jim ni všeč dejstvo, da so ti režimi povezani z Združenimi državami Amerike, kjer živijo. In to je bila vedno ena največjih ironij celotne situacije. Ugotovite, da mnogi od teh Arabcev in Američanov sedijo tam. Pobegnili so iz svoje države. Emigrirali so iz svojih držav zaradi slabih gospodarskih razmer, zaradi diktature, zaradi pomankanja svobode tiska, zaradi pomankanja demokracije. Ko pa so prispeli v Združene države Amerike, jih ne briga. Ne naredijo ničesar, da bi spodbujali demokracijo, svobodo govora in svobodo medijev v svojih lastnih državah. In samo ostajajo ob strani. In še huje, kot sem omenil, v mnogih primerih celo postanejo ekstremisti in nasprotujejo dejstvu, da so njihovi vladarji in njihove vlade prozahodne. In to je nekaj, kot veste, zelo dobra točka, ki ste jo izpostavili. In mislim, da je čas, da se prebudimo. To bi moral biti alarm. Zakaj so edini protesti, ki jih vidimo na univerzah in drugod po ZDA, organizirani s strani Arabcev, Američanov, muslimanov in drugih? Zakaj so ti protesti usmerjeni izključno proti Izraelu? Zakaj nihče ne spregovori? Tam ne vidim nobenih pravih protestov za ali proti Iranu. Ne vidim kuvajtskih državljanov, ki živijo v ZDA, ki bi izražali zaskrbljenost. Ne vidim ljudi iz zaliva, ki bi spregovorili. Mislim, nekaj jih je, ampak tega ne vidiš v večjem obsegu. Te države so napadene in čas je, da Trumpova administracija in drugi v Ameriki spoznajo,
da gre za zelo nevarne napade na ameriške zaveznike, na ameriške, arabske in muslimanske zaveznike na Bližnjem vzhodu. In če dovolimo iranskemu režimu, da se izogne posledicam, to pošlje sporočilo iranskemu režimu in njegovi mreži terorističnih posredniških skupin, da je to v redu. Lahko počnete, kar želite. Združene države so prešibke, Izrael ne bo posredoval, nihče ne bo prišel in vam pomagal. Veste, Zahod preprosto ne razume tega, kar Bližnji vzhod zelo dobro razume. In to je, da iranski režim trenutno zmaguje. Zmagujejo, ker so preživeli kljub soočenju z dvema velikima silama. Glavno regionalno silo, Izraelom, in glavno svetovno silo, Združenimi državami Amerike, z neprimerljivo zračno in pomorsko močjo. In so preživeli. Režim je še vedno nedotaknjen. Zdaj ne vemo, ali je Mošaba Hamenej živ ali mrtev. Obstajajo znaki, da ni živ. In najnovejši mimogrede, ki mi ga je včeraj v neuradnem telefonskem pogovoru zaupal dr. Harold Rhodes, eden največjih strokovnjakov za islamsko kulturo, ki mi je omenil na pogrebu v Teheranu. Običajno je, da sin pokojnika napiše pismo svojemu očetu. In on tam ni bil. No, v Teheranu so rekli, da Mustafa ni bil tam, ker obstaja varnostna grožnja za njegovo življenje. To res odpira veliko vprašanj o tem, ali je sin ajatole, nekdanjega ajatole, dejansko živ ali mrtev. In dejansko so IRGC, Islamska revolucionarna garda, vojska, ta vojaška mafija, ideološko skrajna mafija na oblasti. Tudi režim na vsezadnje še vedno stoji. Imajo orožje, imajo asimetrično vojskovanje na voljo. Imajo najbolj razvito mednarodno teroristično mrežo. In z vseh vidikov so še vedno na nogah in se borijo. In po moji oceni na mnogih frontah zmagujejo. Veš, Dan, vsa ta razprava o tem, ali je Mučtaba Hamenej živ ali mrtev, se mi zdi nepomembna. Pravzaprav ni pomembno. Njegov oče je umrl, a režim je še vedno tam. In ali je mrtev ali živ, to ne bo veliko spremenilo. To ni osebno vprašanje. Ne gre za Mučtaba ali za Alija, njegovega očeta. Gre za režim, ki obstaja že skoraj 50 let, globoko ukoreninjen, z zelo močnimi koreninami v iranski kulturi, iranski politiki. Tam je. In gre za zelo močno ideologijo. Lahko ubijete Alija Hameneja, lahko ubijete njegovega sina. To v resnici ni pomembno, ker je režim temelji so tam in to je zelo pomembno. Zato mislim, da je vsa ta razprava res nepomembna. Ni pomembno in ne bo ničesar spremenilo. Tudi če jutri zjutraj objavijo, da je Mučtaba Hamenej odšel, misliš, da se bo iransko vodstvo zbudilo in reklo, zdaj moramo spremeniti pristop. Mučtaba je odšel. Zdaj bomo priznali pravico Izraela do obstoja. Zdaj bomo opustili svoje posredniške skupine. Zdaj bomo zavzeli mehko stališče do Američanov. Nič se ne bo spremenilo. To ves čas govorim, veste, že mnogo let to govorim. Za iranski režim in njegove teroristične posredniške skupi ne gre za posamezne voditelje. Ne gre za to, veste, na voditelje se ne ozirajo in jih ne častijo. Voditelj gre, pride nekdo drug. Režim ostane. Ideja ostane. Ideologija ostane. To smo videli pri Hamasi. Mislim, Izrael je ubil večino vodstva Hamasa. Ali je to spremenilo Hamas? Ne. Veliko voditeljev Hezbolaha, vključno s Hasanom Nasralo, je bilo ubitih. Ali se je kaj spremenilo? To ne bo vplivalo na nič. Zato nehajmo s to celotno razpravo o tem, ali je Mučtaba živ ali mrtev in kakšne so posledice tega. Nič se ne bo spremenilo. In mislim, da bi morali na ta način pristopiti k tej celotni ideji. In mislim, da je že samo dejstvo, da se pogajate s takšnim režimom, zmaga za režim. Ko se enkrat začnete pogajati, to pomeni, da so legitimni. Najprej jih s tem legitimirate. In drugič, to je priznanje, da vam ni uspelo doseči svojih ciljev na bojišču. Na koncu ste bili prisiljeni priti za pogajalsko mizo, ker ste vi, Amerika in Izrael, šli v vojno, da bi uničili ta režim. Uničili njegove vojaške zmogljivosti, ga ustavili pri pridobivanju jedrskega orožja.
In na koncu vam to ni uspelo. Tako ste zdaj prisiljeni ne le pogajati se, ampak tudi podpisati dogovor. In šibkost. Šibkost. Absolutno. To je tisto, česar zahodnjaki ne razumejo, da v trenutku, ko opustite vojaško možnost in se odločite za pogajanja, je to trenutek, ko so oni zmagali. Nehajte mi govoriti, da ste uničili iransko mornarico. Nehajte mi govoriti, da ste uničili večino njihovih balističnih raket. Nehajte in nehajte in nehajte. To ne šteje. Iranski režim je zmagal. Njegove teroristične proksi skupine so zmagali. Do zdaj. Ne pravim, da jih ni mogoče premagati. Samo pravim, da s tem pristopom, veste, korenček in palca, enkrat pogajanja z njimi, potem pa, veste, brez pogajanj, nato prekinitev pogajanj, potem pa rečeš, veste, da so lažnivci in barabe ter izmečki. In politika mora biti jasna, moraš biti odločen, moraš biti dosleden in nam ne govoriti zjutraj, da bi morda lahko dosegli dogovor. In na koncu dneva, ali po noči, ali zvečer, nam reči, da so lažnivci in izmečki. Govoriš o tem, kako je bilo Američanom. To je sporočilo Američanom. To je sporočilo Američanom. Morate biti dosledni v načinu, kako ravnate s tem režimom. Ne morete pošiljati dvojnih sporočil. To ne deluje. Poslušajte, učite se od iranskega režima. Učite se od Arabcev. Mimogrede, oni so zelo jasni. So zelo jasni, so zelo dosledni, ne spreminjajo svojih sporočil. In veste, oni preprosto povedo, kot je. In mislim, da tukaj Trumpova administracija, Američani in drugi delajo napako. Morate biti zelo jasni, zelo odločni in jasno povedati, to so naši cilji, to so naše zahteve, sprejmite jih. Mi, veste, bomo sklenili dogovor z vami, če jih ne sprejmete. Je vojna, dokler vas ne uničimo. Tako mora biti, to je vse, ne vidim druge možnosti. Veste, kaj naj si mislimo o gnusu arabskega sveta, odkrito povedano, do Islamske republike, ko gre za njihovo tiho podporo Izraelu? Je to zdaj trenutek za Izrael? Zdi se, da je Izrael danes resnično pod radarjem za naše arabske sosede, močan igralec na Bližnjem vzhodu. In zdi se mi, da so tukaj priložnosti, da tiho navežemo stike. Mislim, da so bili Abrahamovi sporazumi na eni strani velik dosežek iz dveh razlogov. Prvič, bili so javni. In dejstvo, da bi arabske države v kakršnih koli okoliščinah javno podpisale dogovor z Izraelom, je ena stvar. Drugi dosežek Abrahamovih sporazumov je, da sploh obstajajo med samimi arabskimi državami, saj vemo, da so odnosi med arabskimi državami sami po sebi zapleteni. Te napetosti in nesoglasja so še hujša ali vsaj enako huda kot njihova tradicionalna čustva do Izraela. Popolnoma se strinjam, Dan. Mislim, da so tukaj priložnosti. Veliko ljudi v zalivu, mislim, da se je to razmišljanje se je začelo že pred časom. Ni novo. Veliko ljudi v zalivu začenja spoznavati, da je pravi sovražnik Iran, ne Izrael. In o tem se odpirajo vrata za priložnosti za vzpostavitev odnosov, varnostno usklajevanje, gospodarsko sodelovanje in normalizacijo med Izraelom in več državami. Vsi smo upali, da se bo Savdska Arabija pridružila Abrahamovim sporazumom. Do zdaj tega še niso storili. Ampak še vedno verjamem, da tam obstaja priložnost. Veliko ljudi v zalivu se trenutno počuti ogrožene, počutijo se ranljive. In veste, njihov občutek ni neupravičen mimogrede. Razumem jih. Vsi jih lahko razumemo. In gledajo okoli sebe in vidijo, da nihče v resnici ne prihaja, da bi jih zaščitil. V redu, Amerika ima, veste, to veliko ameriško vojaško prisotnost v regiji, vendar to ni dovolj. Na Izrael gledajo kot na zelo močnega igralca, kot ste rekli, na Bližnjem vzhodu, na državo, na katero se lahko zanesete. In mislim, da bo iz vsega tega prišlo nekaj dobrega, da boste videli širitev Abrahamovih sporazumov. Vendar bo to trajalo. Če želite ukrepiti mirovni proces na Bližnjem vzhodu, če želite razširiti Abrahamove sporazume, morate spodkopati in uničiti sovražnike miru. Tisti, ki vam odkrito govorijo, preprečil bom normalizacijo med Arabci in Izraelom. Tisti, ki vam govorijo, ne priznavam pravice Izraela do obstoja. Tisti, ki vam govorijo, ne sprejemamo nobenega mirovnega sporazuma z Izraelom. Za Izrael ni prostora na Bližnjem vzhodu.
Torej, takole, enačba je naslednja. Če spodkopate, uničite tabor proti miru, boste okrepili tabor za mir v arabskem in muslimanskem svetu. Tako bi morali Američani in Evropejci gledati na to. Zelo preprosto je. Halid, kaj pa Abrahamovo varnostno zavezništvo? Kaj je to? Julija 2024 je premijer Netanjahu nastopil pred skupno sejo kongresa in se dejansko potem, ko je vprašal Jehiela Lajderja, ki takrat še ni bil veleposlanik, a je to kasneje postal, dvignil. Usedel se je in govoril o preoblikovanju regionalne varnostne arhitekture Bližnjega vzhoda. In dejal je, da Izrael igra pomembno vlogo pri ustvarjanju tistega, kar je imenoval Abrahamovo varnostno zavezništvo. Kar danes, 3 leta kasneje, vidimo v neposrednih pogajanjih s predsednikom Jusufom Aunom iz Libanona. Situacija v Siriji kljub turškemu spodkopavanju in grožnjam regiji, vendar trenutno boljša situacija v Siriji. Združeni arabski emirati, odlični odnosi, no že vrsto let, a zagotovo odlični odnosi. Možnosti s Saudsko Arabijo, Marokom. Ali vidite možnost, zato kar je bila takrat vizija Netanjahuja, da bi ustvarili novo varnostno arhitekturo, ki bi jo lahko imenovali Abrahamovo varnostno zavezništvo, nasproti Kitajcem, Rusom in iranskemu režimu? Najprej verjamem, da se veliko stvari dogaja v ozadju. Slišimo o varnostnem sodelovanju in varnostnem zavezništvu, vendar verjamem, da je v ozadju še več. In verjamem, da je v to vključenih več držav, ki nimajo diplomatskih odnosov z Izraelom, in to so dobre novice. Kako to spravimo na plano, kajti če te stvari naredimo javne, bodo pritegnile še druge, in to je zelo dobro. To bo drugim poslalo pozitivno sporočilo, da je v redu sodelovati z Izraelom. Izrael je partner, ne sovražnik. Torej, poglejmo, kako se bodo te stvari odvijale, ampak mislim, da je to zelo pozitiven razvoj. To je nekaj, kar dejansko obstaja. In ironično, moramo se zahvaliti iranskemu režimu in njegovi mreži terorja, da so združili vse, ki so pripeljali veliko Arabcev in muslimanov bližje Izraelu in pomagali oblikovati to varnost. Mislim pa, da je to več kot samo varnost, gre celo za gospodarstvo. Gre za izmenjavo obveščevalnih podatkov. Dogaja se veliko stvari. In kot sem rekel, to je nekaj pozitivnega. Toda, da bi to uspelo, kot sem rekel, potrebujete zelo odločno stališče Američanov in Evropejcev proti iranskemu režimu in proti njegovi mreži posredniških skupin. Torej, če želite videti to zavezništvo, jaz ga imenujem sveto zavezništvo, mimogrede, to je zelo dobro zavezništvo. To je zavezništvo, ki ga Bližnji vzhod potrebuje za stabilnost in varnost. Če želite, da to zavezništvo postane močnejše in da sčasoma postane javno, potrebujete podporo predvsem Združenih držav Amerike. O Evropejcih zdaj ne bom govoril. Ves čas jih omenjam, vendar mislim na Zahod na splošno. In danes je zelo pomembno, kako se Trumpova administracija oziroma ameriška administracija spopada s celotno situacijo. Nehajte pošiljati signale šibkosti. Začnite udarjati po mizi. Nehajte delati kopustke, bodite zelo odločni. To je edini način, kako se spopasti s temi džihadisti. Ni razlike med iranskim režimom, Hamasom, Hezbolahom, Hutiji, Al-Kaido in ISISom. Vse damo v isti koš. Vsi so zelo nevarni. Vsi so zelo predani zelo nevarni ideologiji. In vsi imajo isti cilj, to je uničiti Izrael in ga nadomestiti z islamistično državo. In začne se z Izraelom in se razširi na druge države. To je tisto, česar zahodnjaki ne razumejo. Sovražniki Izraela so tudi sovražniki Amerike in Zahoda. Zanimivo je, da če vzamemo to, kar pravite, ni velike strateške razlike med tako imenovano palestinsko upravo, ki je v resnici le Fatah z novo podobo. Fatah je bil seveda glavna frakcija Organizacije za osvoboditev Palestine. PLO, ki je dejansko podpisala tako imenovani mirovni sporazum leta 1993, ki je bil v bistvu okvirni sporazum med Izraelom in PLO. Ampak kar pravite je, da so strateško, če pustimo ob strani nekatere nasilne taktične razlike med temi pristopi, v bistvu vsi na isti strani. Na koga se nanašate? No? Če pogledate nekoga kot je Mahmud Abbas,
Mahmud Abbas, 91 let, Zahod ga imenuje človek miru. Ne poziva k samomorilskim napadom, vendar pravi, da bo kri Al-Aqsa odkupljena in da se bodo borili proti Judom. To pomeni isti jezik, kot ga je uporabljal Hadž Amin al-Husejni na prelomu stoletja do 30 let, ko je bil v Berlinu z nacisti. Zato mislim, da se Zahod vara, ko misli, da če njihovi sogovorniki nosijo obleke in kravate Brooks Brothers ter ne govorijo, ali pa zgledajo kot Abu Muhammad al-Jolani ali Osama bin Laden ali Ali Khamenei, da so res ljudje miru. Tukaj je bila palestinska strategija vedno zelo uspešna. Zahodnjakom poveš tisto, kar radi slišijo, in zahodnjaki te takoj sprejmejo ter odprejo, veste, svoje žepe in denarnice ter rečejo: tukaj je denar. In palestinska oblast ni nič drugačna. Jaser Arafat je uporabljal ta trik. Naučil se je, da če Američanom in Evropejcem poveš prave stvari, bodo tvoje bančni računi, veste, polne. To je dobro za posel, ja. To je zelo dober za posel. In res, veste, postal je eden najbogatejših Palestincev na svetu, če ne celo eden najbogatejših Arabcev. In Mahmud Abbas sledi tej poti. Toda tukaj sta dve pomembni točki. Palestinska oblast je danes zelo nepomembna. Nihče palestinske oblasti ne jemlje resno. Zelo je šibka. Zelo je skorumpirana. Oprosti, zelo je skorumpirana in skoraj v stečaju. Finančno ne plačujejo. To je zato, ker so evropske države in Amerika ustavile svoja letna plačila. Zaradi plačil družinam zapornikov in plačila za ubijanje. Ja. Plačilo za ubijanje in vse to, ampak, kot sem rekel, je palestinska oblast zelo šibka. Je nepomembna, nihče jih ne jemlje resno, večina Palestincev želi, da Mahmud Abbas odstopi. Palestinska oblast ne velja za realno alternativo Hamasu. Pravzaprav je Hamas zelo priljubljen zaradi korupcije in slabega vodenja palestinske oblasti. Tako je bilo vedno, ampak zahodnjaki nočejo poslušati. Predpostavka na Zahodu je, da če Mahmud Abbas ni vpleten v terorizem in če govori prave stvari, potem je to super, on je partner za mir. Ne, ni partner za mir. Najprej zato, ker nima kredibilnosti med lastnim narodom. Star je 91 let. Je v svojem 21. letu 4-letnega mandata. Izvoljen je bil januarja 2005. Še vedno je tam. Zdaj pripravlja svojega sina, Jaserja Abbasa, da ga nasledil. In drugič, mislim, Mahmud Abbas v redu. V angleščini govori lepe stvari, ampak v arabščini je sporočilo popolnoma drugačno. Sporočilo v arabščini, ki prihaja od Mahmuda Abbasa, palestinske oblasti in medijev palestinske oblasti ter drugih voditeljev, je zelo negativno. Še naprej obravnava Izrael kot sovražnika. Izrael ni prikazan kot potencialni partner za mir. Ne pravim, da ne smete kritizirati Izraela, vendar to, kar počneta palestinska oblast in drugi, je delegitimizacija Izraela in demonizacija Judov do te mere, da palestinske oblasti ni več mogoče videti niti v pogovoru z Izraelcem. Tako se vrtimo v tem začaranem krogu. Med novo izvoljenimi člani palestinskega revolucionarnega sveta je bila tudi hči Saeba Erekata, pogajalca. Nekdanjega pogajalca. Nedavno je v očeh mnogih Palestincev storila velik zločin. Rekla je, da bi morali, če želimo promovirati palestinsko pripoved, usmeriti svoja sporočila na izraelsko javnost. Zdaj jo obtožujejo, da spodbuja normalizacijo. Obtožujejo jo, da je izdajalka. Nekateri pozivajo, naj jo pošljajo v zapor. Pravijo, da bi jo morali aretirati. Vse, kar je naredila, je bilo to, da je rekla, da bi morda morali nagovoriti izraelsko javnost. Nikoli ni rekla, da želi sklepati kakršnekoli kompromise. Nikoli ni rekla, da verjame v pravico Izraela do obstoja. Pravzaprav je rekla nekaj, kar je dobro za Palestince. Pogovorimo se neposredno z izraelsko javnostjo. Ni nič narobe, če jih želimo prepričati, saj jih moramo prepričati. To samo kaže, kako zelo je palestinska zgodovina radikalizirana. In kdo je za to odgovoren? Mahmud Abbas in palestinska oblast. Svojega sporočila ne spreminjajo. Retorika je zelo, zelo slaba. Je zelo proti Izraelu. In to je tisto, kar Palestince navsezadnje žene v objem Hamasa in džihadistov.
Ja, res je. To je res lekcija o kulturah Bližnjega vzhoda, o katerih govorimo. Zdaj se vračamo k iranski temi. Zdi se, da res ni druge možnosti, kot da se uniči, razgradi režim Islamske republike. Trump to zdaj počne z napadi na pristanišča ob Perzijskem zalivu, Hormuški ožini, Omanskem zalivu. Če pogledate napade na pristanišče Bandar, Abbas, Bushehr, vse te in še približno 6 drugih točk, Da jih želi zadušiti tako ekonomsko kot vojaško in jim preprečiti, da bi kakorkoli zares ukrepali proti ožini. tako da mislim, da bi to lahko imenovali Trumpova strategija za ožino, če želite. Veste, kako učinkovito je to lahko po vašem mnenju v primerjavi s tem, kar se je že zgodilo? Bombardirali so mornarico do popolnega uničenja. Bombardirali so, Kar je ostalo od letalskih sil, vendar režim še vedno obstaja. Ali lahko res trdimo, da jih je mogoče tako pritisniti in gospodarsko zadušiti, da bi povzročili notranjo implozijo ali zlom? Poglej, Dan, veš, nisem vojaški strateg, a strokovnjak. Lahko uničiš, mornarica, lahko uničiš toliko vojaških baz, kot želiš. Na koncu dneva bo to vzelo čas. In edini način za spremembo režima je, da režim oslabiš do te mere, da se navadni Iranci počutijo dovolj samozavestne, da se uprejo temu režimu. To je edini način. Želiš, da Iranci prevzamejo oblast? Torej, veš, v redu, uničuješ njihove vojaške zmogljivosti. Moraš ukrepiti gospodarske sankcije proti njim, ampak to zahteva čas. Kar me skrbi je, da še vedno ne vidim, veš, da bi lokalne sile stopile naprej in rekle, da želijo, veš, ustati proti temu režimu. Želijo izvesti državni udar. Ni nobenih znakov za to. In to me skrbi. Kurdi so bili pripravljeni to storiti, ampak kolikor razumem, so Američani zaradi Turkov pritiskali, da bi uničili celo to pobudo. To se je dejansko dogajalo v severnem Iraku, v kurdskih avtonomnih območjih in na iransko-iraški meji je bilo na tisoče oboroženih Kurdov, ki so bili pripravljeni začeti, da bi, upajmo, ustvarili domino učinek znotraj Irana, a to se žal ni zgodilo. In vse, kar lahko storimo, je, da upamo, da bodo vojaški in ekonomski pritiski na iranski režim ta režim oslabili. Do točke, ko bomo nekega dne videli, da bodo Iranci množično odšli na ulice in končno izvedli državni udar proti temu režimu ter ga zamenjali. Ne vidim nobene druge alternative. Ne vidim nobenega drugega načina, da bi se trenutno znebili tega režima. Zato je treba vojaški pritisk okrepiti. To je edina pot. Tudi gospodarski pritisk je treba stopnjevati in ne pošiljati nasprotujočih si sporočil. En dan želiš z njimi podpisati dogovor, potem pa ne želiš podpisati dogovora. Na to rečeš, da je dogovor ničen in neveljaven. Tako to ne gre. Moraš biti dosleden, ko se ukvarjaš s temi teroristi, s temi džihadisti, ker je to edini način, da pridobiš zaupanje iranskega ljudstva in drugih ljudi na Bližnjem vzhodu, ki nasprotujejo iranskemu režimu in njegovim posredniškim skupinam. Tako je, doslednost, odločnost, Jasnost, odločnost in strateška potrpežljivost. Absolutno. To je za danes vse z Bližnjega vzhoda. To je strategija, ki jo je treba sprejeti proti Islamski republiki. To razume Bližnji vzhod, arabska, muslimanska večina Bližnjega vzhoda. In mislim, da tudi Izrael to veliko bolje razume. Izrael se že dolgo bori v večni vojni, ne glede na ljudi, ki nasprotujejo predsedniku vlade in nasprotujejo Izraelu v vojni. Ampak to je način, kako preživeti in uspevati v tej regiji, kjer je večna vojna pravilo, ne izjema. No, Halita Butame, naš čas se je iztekel za to odlično epizodo Our Middle East Al-Shakal Ausat Lana in že se veselim naslednje, takoj ko bo mogoče. Hvala, Dan. Hvala.